Oba pacienta, eden s pljučnico, drugi z okužbo sečil, sta bila iz doma upokojencev premeščena v celjsko bolnišnico z enim reševalnim vozilom. Pri prevzemu pacientov ni bila opravljena ustrezna identifikacija pacientov, tako da kje se pravzaprav v celi, bom rekel, verigi oziroma v celem transportu zgodila ta zamenjava, ta trenutek še ne vemo. Zdaj, kje je prišlo do zamenjave, kako je točno potekalo, bomo razjasnili, ampak očitno pogovorljivega pacienta in odzivnega ni nihče vprašal, kako mu je ime in priimek. Pacienta sta nato ob napačni identifikaciji dobila napačni zapestnici in bila napačno hospitalizirana. Mislim, da drugi ali tretji dan po hospitalizaciji je pacient umrl. Bil je potem, spravujem izrazu, transportiran na sodno medicino, kjer so prav tako pri ugotavljanju identitete niso ugotovili prave identitete in je bil na to skremiran. Napaka, da je prišlo do zamenjave, se je razkrila šele, ko se je drugi pacient vrnil v dom. Prevoz bolnikov v celjsko bolnišnico sta opravila reševalca zdravstvenega doma Sevnica, kjer so izvedli interni strokovni nadzor, ki je pokazal, da med samim prevozom ni prišlo do zamenjave identifikacije. Naša dva zaposlena trdita, da sta od negovalnega osebja Trubarjevega doma Sevnica sprejela dokumentacijo in pravo osebo med vožnjo ravno tako, kajti drug človek, ki je bil pod CD, je odgovarjal, smiselno odgovarjal na vprašanja in na ta način je bilo tudi predano v bolnišnico. Ob prevozu v bolnišnico so sicer izdali 2 delovna naloga za vsakega bolnika posebej. Bolnika pa so, kot smo že omenili, prepeljali skupaj v istem reševalnem vozilu. Tomšičeva zagotavlja, da gre za ustaljeno prakso in da so ravnali po pravilih. Kot zatrjuje, delovni nalog ni vezan na prevoz, pač pa na bolnika, zato so morali izdati 2. 2 člana ekipe za nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem tudi potem napišejo poročilo, zahtevano poročilo. Datum, ura prevoza, od do, kilometri opravljeni, s katerim avtom je bil eden in drug. Torej v tem primeru se je skladalo, da je v istem časovnem obdobju in z istim avtom sta bila prepeljana 2. Pravzaprav je šlo v celi verigi, torej od predaje pacientov iz doma starejših občanov, prevoza, sprejema v bolnišnici, zdravljenja in na koncu tudi kremacije oziroma popelitve, pravzaprav vse narobe v celem procesu oskrbe, prevoza in pa tudi zdravljenja pacientov.